Rešili racionalno neenačbo 3x minus 2 ulomljeno z x plus 1 je manj ali enako 2. Neenačbe rešujemo tako, da prenesemo vse na levo stran, tako da nam na desni strani ostane nič. Torej 3x minus 2 ulomljeno z x plus 1 minus 2 je manj ali enako nič. Izraz na levi strani bomo sedaj izračunali, kar pomeni, da bomo dali vse na skupni imenovalec in dobimo 3x minus 2 minus 2 oklepaj x plus 1 je manj ali enako nič. Skrčimo izraz v števcu in dobimo x minus 4 ulomljeno z x plus 1 je manj ali enako nič. Neenačbe je strogo prepovedano pomnožiti, torej odpraviti ulomke, pač pa jih rešujemo s pomočjo grafa. Določimo torej ničlo in pol. Ničlo dobimo iz izraza v števcu, torej x minus 4 izenačim z nič in dobim rešitev x je 4, ki je lihe stopnje. Določimo še pol. Pol dobimo z izrazom v imenovalcu, torej x plus 1 je enako nič in izračunamo pol x je minus 1. Tudi ta je lihe stopnje. Ostalih podatkov za risanje grafa ne potrebujemo, ker je to samo skica. Da rešimo neenačbo, si bomo pomagali samo s številsko osjo x in na tej številski osi označimo ničlo in pol. Ničla je pri 4 in pol pri minus 1. Sedaj bomo določili predznak naše funkcije na naši številski osi. V ta namen si bomo najprej izbrali neko število na desni strani, naprimer 5, in ga vstavimo v naš ulomek. Torej, če izračunamo 5 minus 4 ulomljeno s 5 plus 1, dobimo pozitiven rezultat, kar pomeni, da bomo na desni postavili predznak plus. To pomeni, da je naša funkcija na desni strani pozitivna. Če gremo preko ničle, ki je lihe stopnje, se znak spremeni, torej bo na temnem območju naša funkcija negativnega predznaka. Sedaj pa pogledamo pol, vidimo, da je tudi pol lihe stopnje, zato tukaj naša funkcija ponovno spremeni predznak in postane zopet pozitivna. Ko imamo predznak za celotno funkcijo določeno, lahko izpišemo rešitev. Zanima nas, kje je naša funkcija manjša ali enaka nič, torej kje so negativni predznaki. Torej, rešitev naše neenačbe bodo števila z območja od minus 1 pa vključno do 4. Tako je neenačba rešena.